Dober dan, vošči, Martina Arčon, vas bom popeljala skozi današnjo oddajo. Vesela sem, ker ste ali če ste v družbi Radia Robin. Življenje se začne tam, kjer se strah konča. Tako piše na steni v prostorih, kjer teče program Invita, ki ga bova z gostjo Urško Gregorič danes predstavili podrobneje. Urška Gregorič, dober dan. Dober dan. Tako rekoč naša soseda. Tako rekoč čez potok Lijak. Urška, življenje se začne, ker se strah konča. To je ta pozdrav, ki ga prebere vsak, ki vas obišče. Res je. Kaj sporoča sploh ta stavek? Sicer program in šola, ki se imenuje Invita, ampak ta stavek vabi vsakega, da razume, da je njihova aktivna vloga v procesu zdravljenja primarnega pomena. Če sami nismo toliko močni, oziroma pripravljeni, temu prvo pripravljeni, stopiti korake naprej iz tega, kar smo bili, nekega udobja, ki smo bili vajeni, bo naša pot najbrž taka, kot je bila moja, tudi po prvi bolezni, po prvem raku. Morava povedati poslušalkam in poslušalcem, da ste zboleli za rakom, prvič in drugič, nažalost, se pravi rak dojke in levkemija. Drži. In če sva že pri strahu, kako zelo prisotno je bilo ob diagnozi to čustvo pri vas? Zelo. Neopisljivo tudi. Nič mi ni bilo jasno, stara sem bila 39, skoraj dobrih 40. V razcvetu življenja, delo je šlo super, pa se ti pojavi nekaj, kar te ustavi, ki ti potegne ročno zavoro in reče, hej, stoj, zdaj pa bomo mi malo drugače zapeljali tvoje življenje. Ja, zapeljalo se je res drugače, popolnoma drugače, na kar nisem bila pripravljena, strah je bil neopisljiv, ampak stisnila sem še enkrat zobe, kakor sem navajena, in prišla iz prvega raunda, dajmo reči, tako. Ker nažalost, grem naprej, absolutno, se je potem po 6 mesecih zdravljenja pojavila levkemija. Takrat se je pa pojavil tist prav strah, ker so mi seveda podali 30 dni življenja še ob diagnozi. Kolikokrat ste si postavili vprašanje, zakaj? Zakaj ravno jaz? O prvi diagnozi raka prsi sem si to postavljala en teden. In potem sem jaz to rekla, ok, zdaj pa dosti tega, ker v končni fazi odgovora tako ne bom dobila. Pri drugim je bilo vprašanje, ni bilo vprašanje, zakaj. Sem se sprašala, zakaj spet? Ne, zakaj pa spet? In potem sem začela razmišljati, kje so vzroki, kaj sem jaz naredila narobe, mogoče, in mogoče tudi na drugi strani. Ampak vse to vas je pripeljalo popolnoma na novo pot. Danes pomagate bolnikom, ki imajo podobne težave. Res je. Še sama si ne znam razložiti, zakaj. Očitno je bilo to nekje zapisano v zvezdah, da jim rečem tako. In sem se odločila, zakaj? Zaradi tega, ker sem sama prišla ven iz tega, ker imam sama odlično krvno sliko, zdajle odpravila sem srčno podpuščanje, kar je nekaj zelo hudega po diagnozi. Dajmo reči, jaz sem zdrava in to je najpomembneje zdaj. In to, če sem jaz to prestala in se ozdravila in pozdravila in ostajam v remisiji, bom uporabila to čudovito besedo, ki je noben rad ne sliši, ampak je. Rečemo temu, da lahko se pomaga tudi komu drugemu. In zakaj ne? Invita, šola za življenje med in po onkološkem zdravljenju. Kot sva dejali, tudi sami ste doživeli to izkušnjo in takrat, Urška, hodili od Poncija do Pilata iskati pomoč, odgovore na marsikakšno vprašanje, kaj ne. Ampak ves ta čas moramo povedati, ste ostali zvesti tudi uradni medicini. Absolutno. Tukaj želim poudariti, da brez uradne medicine ne bi bila tukaj, kjer sem, ne bi bila več niti tukaj. Mogoče bi mi prišla prežati kakšno svečko na žehan in to bi bilo vse. Zato ja, absolutno uradna medicina kapo dol. Je pa res to, da sem po zaključenem zdravljenju začela aktivno iskati
recimo rešitve, kako si olajšati bolečine, kako se čim prej postaviti nazaj na noge, kako čim prej biti nazaj to, da bi bila jaz nazaj. In kaj vse ste poskusili? Ni da ni. Oziroma... Ni da ni. Se pravi, bi lahko Vsi samo so se naštevali. prodajali, od bezgovih cvetov do ricinusovega olja, do olja iz listov, česa je bilo že, iz oljk, pa tisoč reči, tisoč ljudi, dajmo rečemo tako. Jaz sem potem seveda od vsake skušala pobrati tisto, kar je delovalo, kar deluje, ker nažalost onkološke bolnike sem rekla, kar sem jaz občutila na svoji koži, se nekako izkorišča zaradi tega, ker točno veš, da bo človek kupil vse v tistem trenutku zaradi tega, da si bo pomagal. Pa če ima za iti v Avstralijo, bo v Avstralijo šel, kupil karto in bo šel zaradi tega, da bo dobil tisto zdravilo ali karkoli, kar bi mu njemu koristilo. Ne? In jaz sem to krepko oklestila, ker ni potrebno, da ti mesečno skuriš, 700 evrov zaradi tega, ker so določena prehranska dopolnila dobra ali potrebna, da jim rečemo tako, in da porabiš za hrano tudi ne vem koliko, ker vemo, da danes je hrana zelo, zelo draga. In ljudje kaj naredijo? Ja, grejo recimo, pa kar se tiče hrane, bom biološko kupoval. Kupujte od kmeta. In jejte sezonsko, jaz vedno to rečem. Tisto, kar dobiste na vrtu v tistem obdobju. Pa je vaša prehrana zdaj zelo spremenjena? Zelo spremenjena. Popolnoma spremenjena. Jaz niti približno ne jem več za kar sem jedla. Naprimer, če smo lahko bolj konkretni? Zelo konkretni, ne jem več bele pašte. Recimo testenin, ne. Zakaj? Zaradi ogljikovih hidratov in zaradi sluzi, ki jo povzroča v telesu. In se pravi sluz, pa potem posledično, če to se preveč nabira, telo kisa. In za kisanost vemo, da je tista, ki je primarna. Pravijo, da se v bazičnem telesu bolezen ne zgodi. Točno tako, v zakisanem pa ja. In ni samo, bom rekla, niso to samo testenine, tudi mlečne izdelke sem popolnoma pustila. Nobenega mleka, nobenih jogurtov, nobenih sirčkov, mozzarel, nič. Razen malo, bom rekla tako, prehrešim se z parmezanom. Zato, ker je staren sir in nima več teh ko se reče temu, ki fermentirano v njem. Kaj pa meso? Meso sem tudi prilagodila, ne jem več svinjine, razen občasno pršuta, po večini domače piščance in purane, kupljene od kmetov in teletino. Nobenih surovega mesa, to pomeni nobenih tartarskih, nobenih karpačotov, in vsa zelenjava zelo dobro oprana, jaz jo operem vedno z sodo bikarbono, zaradi tega, da se dodatno še očisti morebitne mikrobe prisotne. Zakaj vse to, se pravi tolikšna pozornost? Zaradi prevabnega parazitov, zaradi bakterij, ki se seveda nahajajo v vsakem telesu. A ne? V nezdravem telesu, kjer je pa že imunski sistem ošibljen, je to še bolj na udaru. Ne? Zato tudi recimo v surovih recimo jajcih ali pa v surovem mesu salmonela ali pa kakšna druga bakterija, ki jo vnesemo v telo in to se razcveti in pride do raznih komplikacij brez potrebe, ker če bi vedeli, kako se pripraviti, bi to seveda obšli. Se pravi, ostali sva tam, da ste iskali pomoč vse povsod, naleteli na ljudi, ki so danes tudi vaši prijatelji, kaj ne? Res je. Ampak kaj od tega vam je morda, če se dotakneva, najbolj pomagalo, oziroma ste čutili, da je to tisto, kar vi potrebujete? Cel sklop vsega, kar pač je zdaj v programu. Seštevek vse skupaj. Od prehrane do joge, ki jo izvajam, ker recimo jaz se prej športom zelo malo sem se ukvarjala. Šla sem na konja in to je bilo vse. Sem zdaj na konja ne morem iti, ne? Torej je treba bilo eno alternativo dobiti in to je hoja in joga. In to tudi vsem so določene vadje, somatske, ki pripomorejo k razgibavanju predelov, ki so najbolj na udaru, to so seveda ta ledveni del pri onkoloških bolnikih. Kaj pa sproščanje? Sproščanje so dihalne vaje, ki so tudi recimo ob jogi prisotne tako ali tako. In se pravi vadba. To, jaz sem se naslonila, moram reči, na doktorja Istorika Ostana, od katerega tudi jaz priporočam aminokisline in probiotični napitek. Po želji si ga vsak lahko, če želi,
je dostopen in na spletu in v trgovinah. Poleg tega je, kar se tiče zobozdravstva, tudi moram omeniti, da sem tudi tlele stopila v kontakt z ljudmi, ki poskrbijo za ustno higieno. Kakšno je delovanje, pravzaprav kakšen je cilj programa, ki ga predstavljava danes? Cilj programa je enostaven, preprost. Spet povrniti človeku moč, življenje, spoštljivo življenje, ne more reči, takršno, kakor se ga zasluži vsak. Povedati moram to, da sem program oblikovala ob trenutku, ko sem prišla na bioterapijo k vaši sosedi Astrid, in ona me nekako takrat malo podžokala in rekla, da je Urška, ti tvoje zgodbe malo razložila ljudem, pa pomagala. In jaz sem jo pač pogledala, sem rekla, Astrid, mene briga, sem to, da prijem živa pa zdrava iz te kalvarije, v kateri sem se spet znašla. In ona je rekla, no v redu, boš pa že razmislila. Jaz sem pol seveda. Dala sem moj cikl 5 tih tednov na UKC Ljubljana skozi, prišla sem lepo domov in sem začela razmišljati, zakaj res v končni fazi ne bi jaz to pomagala ljudem. V tistem sem pa tudi že nabavila tale ionizator, detoks, za razstropitev telesa in toksinov. In sem se tudi s tistim začela razstrupljati. Tako, ne na nek način. Gre prav za razstrupljanje. Razstrupljati telo po plasteh, seveda onkoloških bolniki imamo črno vodo, zaradi tega, ker je telo polno, tako je, težkih kovin in toksinov prejetih s kemoterapijo, ker vedeti moramo pa le to, da se to vemo, da je kemoterapija, pomaga, ampak uniči tudi dobre celice. Se pravi, nekako je treba poskrbeti za to, da njim damo eno brco v rit, tako, da začnejo živeti. In z razstrupljanjem, to razstrupljanje dejansko vzpodbuja eritrocite v krvi. Kaj to pomeni? Da oživi nazaj kri. Da začne kri spet razumeti, da nekaj se je pač seveda zgodilo, ampak dajmo mi spraviti najprej vso porkerijo ven sebe, se pravi toksine, bakterije, kar se je nabralo, in potem gremo naprej. Ampak toksine, bakterije, parazite imamo pravzaprav vsi v telesu. Ja, drži. Ampak prej sem povedala, da so ljudje, ki imajo zmanjšan imunski sistem, bolj na udaru. Ampak s tem hočem samo vprašati, če ta Teslin, k temu še prideva, frekvenčni generator primeren tudi kot preventiva? Absolutno da. Bom povedala malo več o tem Teslinem. Zakaj pravzaprav gre? Zakaj pravzaprav gre. Torej, ta Teslin frekvenčni generator izhaja iz projekta, ki se kliče ETDFL, Electrotherapy Device Frequency List, ki je projekt 12 bolnišnic po celem svetu. Se pravi, to se ni izmislil nekdo v garaži, ampak to so zdravniki, ki s pomočjo kvantumscijo bioresonančnih naprav beležijo frekvence dejanskih bolnikov. Potem pa izpišejo 10 najnatančnejših frekvenc za bilo kakšno bolezen, ne samo za raka. In te frekvence potem mi uporabljamo s tem frekvenčnim generatorjem. Za nekakšno stimulacijo, kot razumem. Za stimulacijo, za preventivo in kot tudi za kurativo. Teslin frekvenčni generator, Nikola Tesla, je tisti, ki mu na nek način zaupamo, absolutno. Nobelovi nagrajenci so se veliko ukvarjali s to Schumanovo in ostalimi frekvencami, preko katerih delujejo tovrstni tudi Teslin generator. Vse je po naravni poti, pravite, Urška, brez negativnih učinkov ali še bolj brez posledic za bolnika, kaj ne? Eno in drugo. Jaz vedno rečem, oziroma ne vedno rečem, vedno odgovorim, kar mi rečejo, a ti si bila res bolana, a ti si imela res 2 raka, se ti izgledaš čisto normalno. Ja, zaradi tega, ker sem mogoče dobila nekaj, kar lahko mi je spremenilo pogled, poleg vsega ostalega, kar smo že prej omenjali, in deluje. Zdaj, tako je s temi frekvencami.
najpomembneje je to, da mi, kot, ko se reče temu, Kot ljudje, kot človek. človek, ja, dajmo reči, mi kot človek, jaz kot človek, da sem sprejela to, Aha. da je to realno. Se pravi, če ne verjameš... Placebo občutek pri vsaki stvari, isto je pri kemoterapiji, isto je pri tem, ko greste z zobozdravnikom in vam reče, ne, vas ne bo bolelo, dok ne. Se pravi, a lahko rečeva, da je pomembna naša notranja usmeritev? Absolutno. Življenje se začne, kjer se strah konča. Ne? In sva spet tam. A zato ta misel, o kateri In sva sva govorili? spet tam. Ja, zaradi tega, ker so vse dejansko, mi smo moč, mi notranjo moč moramo potegniti ven in reči, deluje, to pa mi pomaga. Dejstvo je pa, da pomaga res. Ni to nek magček v žaklju, da bi rekel... Razumem, vaša izkušnja je taka, verjetno še od marsikoga. Na vaši Absolutno, spletni tudi- strani sem brala pričevanja ljudi, ki so vas obiskali oziroma so se lotili tudi tovrstnega pristopa zdravljenja, dajmo reči ne zdravljenja, okrevanja, dajmo reči temu tako. Zaradi tega, ker jaz se ne Je to počutim pomoč? nekdo, kar zdravi, Ja, ampak ja. nekdo, ki pomaga Nek pri support, okrevanju. ne? Tako. In tudi podobo pol dobi čisto drugačno človek. Ne. Dajmo reči, da sem vodnik za nazaj k dobremu življenju. To bi lahko sprejemem. Lepo je to slišati. Ja. Za katere bolezni še, Urška? Pravite, da ni to vedno in zgolj samo rak. V kakšnih primerih se lahko z Teslinim frekvenčnim generatorjem še pomagamo? V skoraj vseh. Aha. Skoraj vseh. Jaz sem s sabo prenesla tole knjižico. Debela, se ne boste zdaj brali to knjigo, Ne bomo ne brala, to je seznam frekvenc za elektroterapijo. Noter je navedenih, se pravi, 25,000 frekvenc, ki se vsako leto vsake 2 leti posodabljajo. Vam preberem nekaj, kaj pa vem. Reumatoidna purpura, pol greva nazaj. Koronavirus okužbe, kongestivna kardiomiopatija. Najrazličnejše stvari dobimo. Res je pa to, nisem dobila noter za zdraviti kurje oko. A tudi to ste iskali? Ja, pa sem. Se pravi, po tem takem pride oseba k vam, pove... Diagnozo jaz ne postavljam. Se pravi, mora povedati, kakšne težave ima, Absolutno. kaj bi rad pozdravil. In vi Ja, njemu pomagamo. uglasite tale frekvenčni Teslov aparat z težavami osebe. A razumem prav? Razumete odlično. Čudovito. In se pravi, so, predvidevam, ponovitve, ni enkrat dovolj, Ne, se potrebno vračamo. je 3-dnevni obisk. Zaporedoma? Zaporedni za frekvence. Okay. Za razstrupljanje pa je dovolj, je tudi 3-krat, lahko 3-krat v enem mesecu. Ok, ni treba zaporedno, ni ampak to vedno se zaporedno. opravi 3 terapije. Tako, načeloma 3. Če so terapije, obstajajo tudi ljudje, to bomo pa zdaj omenili, ki se ne želijo zdraviti z uradno medicino. V tem primeru jaz nažalost ne sodelujete? Ne sodelujem z njimi. Aha, ste se pač tako Jaz odločili. v tem primeru jih napotim ljudem, kjer sem jaz ta zeper nabavila. Tam gospodje in gospe to tudi dajejo v najem za zelo dolgo obdobje in če so pripravljeni sami riskirati zdravje in življenje na tak Zgolj in način, samo na ta način. zgolj in samo na tak način, jim je prosta pot. Informacije pa le dobijo pri meni, to ja. Tako da to je Se pravi, moja odločitev. s postavljeno diagnozo pridemo k vam in se uglasimo z aparatom, če rečem takole, oziroma nam vi pri tem pomagate, ampak kot razumem, so paraziti, so bakterije, so zajedavci, tisti, ki jih imamo vsi, in če gremo čiščenje telesa, lahko pridemo brez, da nam nekdo postavi diagnozo, kako, bom rekla, zapacani smo? Se pravi, lahko pridemo in ne glede na to, da vemo, ker ne govorimo o tem, da so paraziti, da so bakterije, da smo pač ozračje je onesnaženo, toksično, voda, ne vem, zelenjava. Pridemo in naredimo bom rekla, eno čistko telesa lahko. Telesa. Absolutno. Normalni ljudje tudi. Tudi otroci, starejši, imate kakšne... Recimo, da to ni priporočljivo za ljudi, ki imajo težave s srcem.
ki imajo bypasse za nosečnice, ni nosečnice, In nosečnice, ja. ni priporočljivo in za manjše otroke. Ja. V tem primeru se recimo uporablja takale palčica, ploščica, ki li tako oddaja frekvence, ampak ni tako agresivna. In se jo postavi v prostor. In se postavi v prostor, nastavi se frekvence, katere se želi spustiti, bom rekla, oziroma težavo, za katero se jo želimo odpraviti, in potem lahko to izvedemo. Niso pa, bom rekla tako, kar iskreno, niso tako dobri rezultati, kot če to pač držimo v rokah in gre tok direktno v telo. Skozi nas. Program La Vita je tisti, oziroma In Vita je tisti, ki vas je naredil še bolj živo, a lahko tako rečeva? Ja, pulver. Pravzaprav je to tista strast, ki jo čutite ob delu, ki ga danes opravljate. Res je. Polni me z energijo, zato ker vidim, da ljudje so zadovoljni in odhajajo od mene zadovoljni, nasmejani in se vračajo predvsem nazaj, ker pravijo, veste, če enkrat pride človek, to nič ne pomeni. Zmagal si takrat, ko pride spet. To pomeni, da si svoje delo dobro opravil. Se pravi, se počutje izboljša, se, bom rekla, tudi pogled na bolezen samo spremeni, kaj ne? Absolutno. Zaradi tega, ker vidiš izboljšave, vidiš napredek, vidiš to, da se da, ker povedati moram to nažalost, da ljudje se še zmeraj ob diagnozi, postavljeni diagnozi rak, zamislijo in reče, joj, umrl bom, a ne? Ok, ja, sej, umrli bomo odkoliko si, ne, tle spasa ga ni znobenega, ampak ne zaradi tega, človek božji, obstaja, danes je medicina tako napredna, da vsak ga rešijo, če se le da. Jaz mislim, da je zelo malo primerov, v katerih medicina ni bila uspešna ob zdravljenju. Ne ob zdravitvi, ampak zdravljenju. Brala sem, ko sem se pripravljala na oddajo v povezavi s Teslinim frekvenčnim generatorjem, da je zaradi težkih življenjskih situacij včasih blokiran zdrav pretok energije. In prav ta naprava omogoča ponovno vzpostavitev, bom rekla, naših energetskih tokov, če se takole izrazim. Ne samo teh. Recimo, da se dotaknejo prav primerljive stvari. Jaz ženskam, ki imajo raka na prse, ki je hormonskega izvora, potem po razstrupljanju, sklop razstrupljanja je prva stvar, ki jo treba narediti. Potem pa je vzpostavitev nazaj ravnovesja hormonov pri ženski zelo pomembna. Pa recimo tudi je program za vzpostavitev pH vrednosti nazaj v telesu. Tudi to obstaja. In to so ta skupek, bom rekla, ki človeka spet spravi iz obledelo zelenega v barvno sfero spet. A ne? In to jim daje pol moč, da rečejo, je beli, se pogledam v ogledalo in reče, to je pa dela. Jaz se pa boljš počutim. Gospa me je klicala in rekla, a veste, da jaz zdaj, kar sem prišla domov z razstrupljenja, jaz spet malo manj nucam bergle. Sem rekla, naslednjič, ko spet prišla, boste še manj jih nucala. Ampak koliko je pa tu varianta, prele sva že govorili, pozdravi telo. Res je. Pozdravi telo. Telo pozdravi To je tako. To je posod, krohotok, energija, kot ste prej omenila, ne? Ljudje smo energetska bitva. Ja, smo fizična, ne? Ampak je predvsem energija tista, ki kroži. In potrebna je uravnanost med enim in drugim. Ena zdrava kmečka pamet, dajmo reči temu tako. Urška, kaj pa psiha? Ne? Verjetno ni lahko. Veselica. Ampak a pomagate mogoče tudi pri psihičnih težavah iz začaranega kroga? Res je. V programu imamo tudi gospoda Roberta Brica, ki poskrbi prav za dvig človeka iz greznice, tako po domače povedano, če se človek seveda odloči za ta pristop tudi. Narejenih je, mislim, da okrog 60 videov interaktivnih na spletni strani Roberta Brica, katere dobijo onkološki bolniki zastonj in družine onkoloških bolnikov, si ogledajo videe in potem
tam je tudi uvod, kaj se recimo ob diagnozi dogaja in tako naprej, do ozdravitve. Z gospodom se dogovorijo, pogledajo te videe, že sam pogled videov ti prinese neko drugačno sfero in pogled na to grozno bolezen. Na koncu pa lahko se odločijo, da grejo tudi na neke vrste svetovanja oziroma coaching, kjer jih on v 3 tednih pripelje do miselne ozdravitve. Še to mi je všeč pri njemu, ko on vedno reče, če ne bo uspehov, dam denar ne daj. Ljudi ničemo imeti za norca. Urška Gregorič, še nekaj minut nama je ostalo za zaključne besede. Zmagovalno proti raku je program, ki ste ga ravnokar omenili in ste ga pripravili skupaj z Robertom Bricem. Prejle ste omenili Astrid Ristič za bioterapijo, zobozdravnike, ostale tudi doktorje, ki pomagajo v programu Invita, kaj ne? Ampak vprašanje, ki sem vam ga prejle zastavila, pa odgovora še nismo slišali. Kakšni, če se čisto zares zdajle obrnete vase, ste bili pred boleznijo in kakšni ste danes? Kaj mislite, da vam je bolezen dala? Zanimivo vprašanje. Ja, to je tako zelo nagrajujoče potovanje, rak, ki za začetku rečeš, je nehvaležno. Absolutno. Ampak na koncu spoznaš in vidiš, da ti je zelo, zelo, saj meni, ogromno prineslo, ogromno spoznanj. Jaz, ko ženska, sem se spremenila in postala bolj ženska, ker prej sem bila čist razbojnik in to, nažalost, kaj bom skrivala. Ste postali nežnejši do sebe? In do drugih. Ja. Zaradi tega, ker vsi smo na nekem prehodu na tem zemlji. Zakaj ne biti prijazen do drugega, ker nikoli ne veš, kaj tisti človek v tistem trenutku bije kakšno bitko, a ne? In to je en velik zmena korak k razumevanju bližnjega, pa tudi sebe v končni fazi. Se ta preobrazba, to spreminjanje, ta drugačen pogled, kar ste omenili, na ljudi okrog sebe še kar nadaljuje? Vsak dan nova spoznanja, tudi prek ljudi, ki vas... Vsak dan več hvaležnosti. Dajmo reči, da sem vsak dan bolj zadoščenje imam, a ne? Zato, ker vidim, da ljudje dejansko hodijo skozi vrata z nasmehom, ker pridejo prvič le, vemo, da si potolčen, tudi solze so nekaj, ampak po vsakem dežju posebej. Jokate z njimi? Tudi kakšenkrat. Ker meni ste rekli, nočem dramatične oddaje. Ja, zgodi se. Nekaj, vsi smo krvavi pod kožo in ne moreš obiti določenih čustev, ker so le pustile svojo pot in sledi. Upam, da se bodo ta zacelila in se celila še naprej za voljo življenja. Invita je program, ki smo ga danes predstavili. Naj vam uspeva osebno, poslovno, predvsem veliko miru in hvaležnosti še naprej vam želim. Lepa hvala. Zase in za druge. Tudi vam. Hvala, ker ste nas prišli obiskat in upam, da pomagali še komu, ki je bil to urico z nami na Radiu Robin. Urška Gregorič, hvala in iz srca vse dobro še naprej. Lepa hvala tudi vam. Lep dan tudi vam, drage poslušalke in poslušalci. Veliko zdravja vam želim. Radio